The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Čau, jaz sem se odločil, da bomo zdajle en mesec po vsaki zanimivi etapi imeli oddajo. Upam, da mi rata 3 tedne časovno, kdaj bom najbrž čist iz telefona, ampak prvič iz kamere, pa jutri tudi. Tako da gremo kar, kaj se je kaj novega zgodilo do te prve etape. Dosti informacij bo tudi takih, ki jih boste lahko sami najdeli že na netu, tako da ne mi zameriti, če bom sam ponovil in to niso moji skupi. Tako da ta prva stvar, kar je bilo vsaj meni opazno, je to, da so vsi ta glavni favoriti vidno shujšani še dodatno. Za Pogačarja so eni vdaji povedali prav, koliko naj bi, pa koliko naj bi se zboljšal od Gira, in to naj bi bilo, da je shujšal še za 1,5 kg, pa dodatno naj bi FTP povečal za 13 do 15 vatov. Če je to res, pol je najbrž res super pripravljen. Isto so shujšani tudi Roglič, Evenepoel, in kar je najbolj zanimivo je, da Jonas je v nenormalni formi in da je v boljši formi, kakor je bil lani na Touru. Zdaj, če je to vse res, gremo zdaj na prvo etapo, pa kaj sem jaz mislil, da se bo zgodil. Se pravi, ko sem imela s Petro podcast oziroma kolesarski človek, sem rekel, da bo to etapa, ki bo UAE se pravi mogel napasti že 3., 4. klanc do cilja, in res so se postavili spredi, sam se ni prav, ko bi rekel, odpadali so bolj ne šprinterji, ta glavni favoriti so pa še vedno bili vsi noter. Tako da to se je tudi pokazalo, pol mislim, da je 3. klanc pred ciljem, da je Bardet skočil. In se je zelo hitro pripeljal do ubežnikov in na koncu, zdaj je v rumeni majici. Tako da vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi kdo od ta glavnih favoritov skočil. Ampak vidi se, da neka priložnost je bila. Po moje pa, da vsi čakajo zdaj jutri, ko se bo te kroge nabijali. In jutri ima pa klanc 2 km je dolg, pa ima povprečen naklon več kot 10%. Tako da tisti, ki ste že vozili kaj takega, najbrž veste, da bojo tudi vmes kakšne špice, ki bo orang strmo. Tako da jutri mislim, da vsi pričakujemo že neko klanje med favoriti, in jaz upam, da se bo začel že pred zadnjim vzponom, se pravi, da bojo že prvič, ko grejo na ta klanc gor, da bo že kar pestro. Tako da in možno, da tudi zaradi teh informacij, ki se govorijo okrog, da pol tudi UAE danes ni hotel kaj ekstra riskirati, ker najbrž pridobili ne bi veliko. Glede na profil etape sem mislil, da bo malenkost lažji priti do cilja po zadnjem vzponu, ampak se je videlo, da sta spredi bila 2, pa sta mogla kar orang delati, zato da sta zgubila več kot minuto v 10 kilometrih. Tako da, rumeno majico je dobil Bardet, svaka čast, Francoz na prvi etapi v rumenemu, to bo po moje po vseh časopisih in je že naredil celi Franciji Tour, tako da to je ful lepo za videti. Šprint, mislim, da glavnina je dobil Van Aert, pa je bil pa takoj Pogi za njim. Tako da, zgleda se nam jutri obeta ful zanimiva etapa, pol v sredo bo prva šprinterska, ki pa vsi, ki spremljamo Tour že kar nekaj let, oziroma če ne desetletij, ne vem, jaz upam, da bo Cavendish uratal in da se zapiše v zgodovino, tako da bomo videli. Jutri se spet bomo oglasil takoj po Touru.
Tako da, tisti, ki hočete pa podpirati kanal, pa tako kot vedno, pejte na proofcycling.com, si kaj lepega nabavite. Prevzemi bojo danes pa jutri v bistvu tudi tukaj v showroomu, drugače pa vsak dan, tudi če se kaj mogoče ne kaže, da je prevzem možen v showroomu, dajte kar na vaš naslov, pa pol napišite mail, da bi radi prevzeli v živo in ja, komod boste prevzeli v živo, ker nas neki mal nas heca vse skupaj. Tako da, evo, to je to, uživite, do jutri, se vidimo, čau. A ja, pa če nič pametnega ne povem, mi pa tudi napišite v komentarje spodaj, zato da, ja, bom probal kaj bolj pametnega pokomentirati. To je to. Čau.